Kako fotografirati s telefonom. Zdaj, na kaj bi potrebno paziti. Prva stvar, telefon držimo trdno z obema rokama ali pa si pomagamo, da se na nekaj naslonimo. Na primer, na mojem primeru sem se naslonil na kupček listkov. Ko slikamo, moramo paziti, da s pritiskom na telefon ne zatresemo telefona. Se pravi, ko boste slikali, ko pritisnete, res imejte trdno telefon pri sebi, ker če je zatresena slika, potem je slika zamazana, ni čista, ni jasna. Drugič, fotografiramo tako, da je predmet osvetljen z naravno svetlobo. Sonce ni zaželeno. Tukajle na sliki se vidi, zdaj gledamo predmet jabolko, je osvetljeno iz desne strani, jaz tudi slikam tole jabolko, naravnost je v redu. Nikoli ne slikamo tako, kot je ta slika narejena, recimo, ker sem jaz tukajle slikan, ko slikam jabolko, ker proti svetlobi si zmeraj ti kot predmet zatemnjen. Tako da slikamo predmet, da je lepo osvetljen. Tako da primer slikanja jabolka je tukaj pravilen, primer slikanja mene pa ni v redu, ker dobimo zatemnjeno sliko. Tretjič, predmet postavimo na sredino, pazimo na simetrijo. Zmeraj, kadar slikamo eno stvar, jo probamo res dati nekje na sredino slike, na pravo mesto. Zdaj, na primer, tukajle je primer fotografiranja tegale jabolka. Zgornja slika kaže, da je lepo osvetljen iz desne strani in na levi strani ima senco, če gledamo zgornjo sliko. Spodnja sem se malo poigral in sem iz navadne alufolije iz kuhinje, alufolijo sem oblekel okrog zvezka in dobil neko tako steno, ki mi je odbijala svetlobo, zato je pri spodnji sliki leva stran jabolka tudi lepo osvetljena. Se pravi, kadar slikamo neki predmet, je super, če ga osvetlimo iz večjih strani. Fotografiranje zvezka. Fotografiranje zvezka. Tukaj res lepo nastavimo zvezek podobno kot pri jabolku, da je lepo osvetljen z naravno svetlobo, ne z lučmi, ne s flešem. Poslikamo in potem, če povečamo, tule na desni strani se že lepo jasno vidi, kako je, kaj je zapisano v zvezku. Tukaj je res treba paziti na tiste prvo točko, se pravi, da trdno držimo, pa da je naravna svetloba. Še dva nasveta za fotografiranje s telefonom. Prva je okvir. Rekel sem, da moramo slikati stvari zmeraj na sredini. Na telefonu imate nastavitev, da vam naredi tako mrežo. Ta mreža je samo navidezna in nam kaže, da lahko potem predmet postavimo čim bolj na sredino te mreže. Tukaj sta zdaj Rubikova kocka pa šopek, sta nekako v sredini povezana, sta postavljena na sredino. Drugače imamo pa spodaj dve sliki, na primer ta spodnja levo, ker dva sedita, ni lepa. Zakaj ne? Ker je gospod na levi strani ima okrog in okrog prostor, desna je pa preveč v rob, pa noge ima odrezane. Tako da pravilno moramo slikati tako, kot bom zdajle pokazal. Takole, se pravi, da imaš okrog in okrog prostor in da sta res te dva objekta na sredini in da, se pravi, to je lepa slika, to je pa zdaj napačna. Tako da imejmo rajši več materiala, pa ga potem lahko porežemo kasneje, kakor če imamo tako sliko že v originalu, nimamo kaj več z njo narediti. Če ti nekdo tako sliko da, ne moreš kaj več pomagati. Desna stran še s tem pomolom kaže to eno simetrijo, da se postaviš tudi na pravo mesto, ko slikaš, da imaš levo stran enako desno, da je konec tegale pomola na sredini vaše slike in tako. Izberemo ustrezno oddaljenost, se pravi, se premikamo, tako kot vidite fotografa, ki zmeraj slika, gre naprej, nazaj, išče ta pravi položaj, da bo lahko dobil lepo fotografijo. Ozadje, zdaj kadarkoli neko sliko slikamo, je fino, če imate ozadje primerno, ali barva, ali zatemljenost s tem, ko izostrimo stvari, pa tale prostor ne bo čist, če nekaj slikamo na mizi, dajte iz mize umakniti stvari. Vse te lepe fotografije, ko vidimo, so skrbno premišljene, ta prostor je pripravljen, vse ostale stvari so umaknjene, na mizi so samo one stvari, ki so pomembne. Govorimo o sliki v ozadju, tako da, kadar slikate kakšne stvari, dajte na to pomisliti in ozadje očistite, pripravite za slikanje. Tukaj je pač ptiček na svojem mestu in ozadje zamegljeno, da je on izpostavljen. Drugačen način fotografiranja s telefonom, to je pa zdaj malo zanimivosti za danes, in sicer umetniške fotografije pomagamo si z embalažo. Tukaj sem nabral par embalaž, jogurtolonček, Pepsi, se pravi pločevinka, alufolija, časopis, tulec, tetrapak, kartonasta škatla od kosmičev.
naredimo tulec iz potiskanega papirja in naredimo nov pogled na predmet. Spravi, časopis oziroma še lepše natisnete, časopisa mi ni uspel, zato sem natisnil nek list papirja in fotografiral skozi ta list papirja moj telo, jabolko sem si izbral. In izostril sem list papirja in zanimiva slika nastane, ne. Drug primer, pločevinko prerežemo na pol in pogledamo skoznjo v naš predmet. Tole Pepsi, sem sliko prerezal in takole izgleda pa iz notranje strani, ne. Poglejte jabolko skozi notranjo stran pločevinke, zanimiva zgodba. Tretja, fitnes škatlica, pogled skozi škatlo kosmičev, v katero smo napisali sporočilo. Zdaj najprej sem sliko samo brez napisa, pa je malo tako dolgočasen, kaj pa to en okvir, to bi lahko tudi kaj drugega bilo. Ko sem to pa nek napis, neko sporočilo, je pa to zdaj čisto nekaj drugačna fotografija, se pravi, ko napišemo eno sporočilo not. Tretja, pogled skozi luknjico v plastičnem lončku, ena luknjica spodaj in čez to luknjico sem poslikal jabolko. Skozi tetrapak, tle sem še pustil pač malo materiala, da si lažje predstavljate, kako držim to tetrapak in kako slikam, potem pa, ko stvar obrežeš, je pa potem samo notranji del. Še par zanimivih, naredimo odsev predmeta s pomočjo dodatnega zaslona telefona. Tukaj na levi strani se lepo vidi, da držim telefon, še en dodaten telefon, in vidimo ta odsev na levi sliki od jabolka. Na desni strani je to isto narejeno, samo da je telefon tako nagnjen, da se telefona sploh več ne opazne, vidimo pa dva jabolka, ne. To ni nobena fotomontaža, to je navadna fotografija. Kar preseneti, koliko lahko dobro narediš z enim povprečnim telefonom, ko ga imam jaz. Ampak za tole sem rabil kar nekaj časa, ampak je tudi užitek to premikati, iskati ta pravo stvar. Tako da tle se morate kar potruditi. Spet paziti, da se ne trese roka, da je izostritev prvo, da je svetloba preverjena in to je to. Mogoče pa se pri fotografiranju lahko pokaže nekaj čisto drugega, na primer valilnica na drevesu. Tukaj sem slikal jabolko, pa sem pogledal v ogledalu zadaj, zadnja stran, na primer tako kot luno, ko gledamo na nebu luno, vemo, da luna nam kaže skozi eno stran, odzadaj mi ne vidimo, kaj izgleda, tudi tukajle se ne vidi, kaj je za jabolkom in sem probal to pokazati z ogledalom, v bistvu se mi je pa izostrilo na ono ptičjo valilnico in je prišla ptičja valilnica tulele do izraza.